Začnite. Pa ne slišim več. Kako me ne slišite? Zdaj vas pa slišim spet, ja. Ok. Dobro. Boste tako? Ko pa vem. V redu je. Malo ste se svetite, ampak ni problem, mislim. Rajško, da ste pretemni, no. Sonce imam. Ja. Dobro, gospod Vodeb, lepo pozdravljeni, hvala, da ste se udeležili tega sestanka, tega pogovora. Mi je v čast, pa v veselje. Glejte, zdaj vas čaka sojenje in sicer pred volitvami. Marsikateri dvom se pojavlja tukaj. Najprej zakaj dvomite v sodnico? Ja, jaz sem šel pogooglati, kdo je ta Tadeja Oblak, ki mi je zdaj nameščena ali pa dodeljena, ker treba je vedeti, da je bilo sojenje prestavljeno iz Ljubljane in to iz stavbe, kjer je bila zaposlena Urška Klakočar Zupančič kot sodnica. Bilo je to prestavljeno v Novo mesto, češ z obrazložitvijo, da bo sojenje bolj objektivno. Sliko super, ali pa to neka farsa ali pa krinka. Sojenje mora biti objektivno tudi, če sodi tam nekdo, kaj vem, iz iste zgradbe, kot je bila Klakočarjeva zaposlena. In potem pa vidim Tadeja Oblak in grem googlat, pa vidim, da sta na isti dan zaprisegli kot sodnici 2008. leta pred predsednikom državnega zbora Pavlom Gantarjem. To bi pa že malo sumljivo, sem se mislil, zdaj tole so znanke zagotovo, zdaj ali so prijateljice ali niso, mislim, se v to ne spuščam, potem se pa poraja še kupica drugih nekih pomislekov, pač jaz imam ful nek mindfulness, pa overthinkam na to temo, preveč razmišljam, pač spontano in zdaj se jaz sprašujem, od kje je zdaj tole kar naenkrat čez noč dobim vabilo, ob enem, ne rekel neugodnem času, ampak da se to interpretirati na več načinov. Zakaj se je to zdaj pohitrilo, pospešilo pred volitvami, ker meni so rekli, to bo po volitvah, zato ker ta proces bo njej škodil. Tako da tukaj je več interpretacij, zakaj se je to zgodilo. Zakaj pa menite, da bi vseeno, bi želeli škoditi koalicijski partnerji? Tudi to je opcija. Zdaj namreč, jaz sem bil povabljen nedavno za Ljušem Pretinačem, sva bila gosta v Ura resnice pri požarju in tam sva tudi to temo obdelala in to na način, da sva zopet obudila neko staro tezo, da ima Urška Klakočar Zupančič določene psihične težave, šušlja se, da ima bipolarno motnjo, faza manije, hipomanije je vprašljiva in botruje tej njeni tako rekoč promiskuitetni zborom Zuljanom, to, kar se gre, je neokusno. Mislim, to normalna ženska ne dela, ne razdira zakon in mi dva za Ljušem, pa Bojanom sva pa to povedala. In lahko, da je bez Urške bil tako nebrzdan in ve se, da določene ženske, tudi določena simptomatika hipomanije je taka, da nebrzdanega besa ne morejo krotiti do te mere, da ne bi opravljala telefonske klice in lahko, da je kolegico dol poklicala, kaj se zdaj dogaja, dajmo pa zdaj pa tole pospešiti. To je ena logika. Druga logika je pa pač ta, da ta vlada, mimo tega, kar dela Golob, ki je totalno skrenil z te politične poti oziroma političnega bontona, tudi on je neotesan, egomaničen, Urška ima pa zdrse res neovladljive oziroma neokusne, izem vseh teh bontonskih pravil, to, kar dela zdaj z Borom Zuljanom, pa to, kar si je privoščila v državnem zboru s temi obiski, pa s tem poslovnim sodelovanjem, to za koalicijo, koalicijske partnerje in tudi za Gibanje Svoboda, tudi ne nazadnje za Goloba, to je nesprejemljivo. In zdaj lahko, da je v ozadju neka logika, ve se, vsak pravnik to ve, da mene po zakonu o javnem redu in miru kot kritičnega misleca, ki se je razgovoril v neki oddaji, ne more preganjati s policijo. To je absurd. To je stvar totalitarnih režimov. In koalicija to ve, doslej je bila tiho, mnogi to v ozadju vejo in zdaj se jo bojo pa odkrižali. Kako že? Skozi ta proces, ki bo sredi maja v Novem mestu. Tako imam tudi neko logiko jaz.
Torej ste prepričani, da na tem procesu vi ne bi bili obsojeni? Torej, prepričan, v pravu je vse možno, ne? Kolikor pravnikov, toliko različnih pogledov pravniških. Tudi, recimo, pričakovanje sodbe Janeza Janše v Celju nedavno je bilo, češ da bo obsojen, ne? Pa ni bil. Tako da meni se lahko zgodi obsodba, zdaj ta obsodba je absurdna, ne? Jaz bi lahko plačal svoj čas 125 € kazni in bi s tem priznal, da sem kriv. Meni ni problem kazen plačati. Problem je, da se to ne dela v eni državi, ki mi nimamo totalitarnega režima, mi imamo demokracijo in drugo mnenje se mora uslišati. Svoboda govora mora biti aktualna. Mi imamo kazenski zakonik, kjer eksplicitno piše, da se določeni ljudje ne smejo obsoditi, če svoje mnenje izrazijo na nek znanstveno-teoretsko legitimen način. In to sem jaz delal, jaz sem Urško profiliral, jaz nisem imel nobenega namena žaliti Urško. Jaz sem se upravičeval tudi za metaforo o podivjani kobili, ki sem jo uporabil, zato da sem prikrajšal komunikacijski čas. Jaz nisem imel namen žaliti ženske, celo trdim, da bo feminizem ugasnil, če bo takšne ženske, kot je Urška Klakočar Zupančič in Tina Gaber, recimo, infiltrirane v družbo, ker bo ta feminizem tam crknil. Ker ta hiperseksualnost, ki jo te dve omenjeni kažeta, bojo feminizem sesule in jaz navijam za ta tip ženske, ki ima feminilnost v sebi, ampak ne pa hipomaničnost, pa nekontroliran bes, pa nekontrolirano pohoto. Na tej točki se nekdo mora razgovoriti in absurdno bi bilo, če bi bil za akademski diskurs, profiliranje, jaz pa obsojen. Ampak, ne, če je pa tam neka prijateljica, kaj pa to njeni reči, ja, obsodba. Ne? Mislim, to je mala malca za določene moralno izprijene sodnice ali sodnike. Ampak nekaj jo je moralo pošteno verjetno užaliti, kar ste povedali, da je šla tako daleč. Torej, užalilo je mogoče to zadnje razpravljanje v Ura resnice, ker se je govorilo o bipolarni motnji, pa o tej domnevni kartoteki, pa Bojanu Zalarju, ki so ga hoteli odrezati kot direktorja psihiatrične bolnice, ker ima dostop do kartotek politikov, top politikov, razno raznih, med njimi tudi Urške, ali pa recimo žene Roberta Goloba, ne. Tam noter je marsikaj dostopno iz registra prepovedanega in Bojan je izsilil, da so zopet tematizirala vsi trije to hipomaničnost, ki sem jo pa jaz omenil tudi na portalu Nova24 TV, jaz sem v enem intervjuju to eksplicitno povedal, da so njeni simptomi agresivnosti, sklicevanje na policijo, sodstvo, tudi ne nazadnje ta hiperseksualnost, ki je skozi simptome kazala, zdaj se je pa to dokazalo, da je hiperseksualna, to ni ona taka zgolj po naravi, ampak imajo hipomanične ženske ta simptom, ne? Mnoge moje te pacientke so podobne v reagiranju, pa obnašanju, pa občutkih, nebrzdanih občutkih, kot Urška Klakočar Zupančič. Ampak to jaz govorim o sklopu profiliranja, ne v sklopu žaljenja. Moj namen ni žaliti. In on namen očita, da sem z namenom žaljenja to nekaj delal. Kot da bi z namenom žaljenja profiliral recimo Julijo Adlešič pa Sebastiana Colariča Abramova, ali pa Kosto Kecmanoviča, ali pa Andreja Šiška. Jaz sem profiliral, ker sem bil nagovorjen, naprošen. Moje znanje je cenjeno in ne more nek totalitarni režim v demokraciji samodejno se spraviti s policijo, s sodstvom nad nekoga, ki je tako rekoč akademik in v akademskem diskurzu nekaj pove. In zdaj, če bi to pravniki, ala recimo Rajko Pirnat, razvezali jezik in če ne bi bili politično, ne vem, ali pa da jim jaz ne grem osebno na živce, bi rekli, ta Urška Klakočar Zupančič prav podivjano reagira s temi obsodbami. Za nameček je pa še nekaj, ne? Ta policija bi morala reči, in to je težko, predsednici državnega zbora, tako se pa mi, policisti, ne gremo. Ne moramo mi nekoga preganjati, če na televiziji govori in to po zakonu, ki velja za pijance pa vaške pretepače. Po tem zakonu se meni tako rekoč sodi. Glejte, tako Tina
Gaber kot Urška Klakočar Zupančič sta pravzaprav normalizirale to razdiranje družine. Kakšno sporočilo dajo zdaj s tem, no starejši že vemo, zakaj se gre, ampak recimo mlajši? Pa to je tista moralna nerazsodnost določenih tipov žensk. Sej jaz navijam za feminilnost, sem proti tem možatim, aseksualnim, lezbičnim ženskam, ampak ti dve pa pretiravajo, ne? Deli nekaj, kar delajo mnogi in to na skrivaj. Ne pa načrtno razdirati družino, mislim, zdaj subjektivno videnje, to, kar jaz vidim, pa običajni ljudje vidijo, je pač takšne vrste, da je subjektivno, ne? Urška Klakočar Zupančič nič ne razmišlja, da bi ona kako družino razdrla, ampak hčerka Bora Zulanja je pa povedala, kaj je Urška naredila. Razdrla je zakon med očetom in mamo njeno. To je hčerka Bora Zulanja naredila. Vprašanje, kako gledajo na Tino Gamber tri otroci, ki jih ima Robert Golob z Jano Nemec Golob, ne? To so moralni problemi oziroma moralni zdrsi top politikov, ki so se zelo ponesrečeno inkorporirali kar v dnevno politiko. Zdaj tale Tina Gaber ni samo ljubica, priležnica ali pa nova partnerica, karkoli. Ona se je infiltrirala, da ne rečem zažrla v dnevno politiko. Ona diktira določene stvari Robertu Golobu. Vse take stvari je recimo tudi Jovanka delala pri Titu, ne? Mislim, to so znane tendence prvih dam, kako vplivajo na svoje alfa samce, svoje predsednike in ti predsedniki dejansko poslušajo svoje žene. Ampak ne sme ena zrela ženska vplivati na dnevno politike, tako kot si Tina Gaber želi, in ne sme tudi neka običajna političarka kar loči se, pa dva mehna otrokama, pa delati kariero. Mislim, če bi novinari res opravljali svoje delo, bi bil na tapeti intervjuja mož, bivši Urške Klakočar Zupančič, pa Jana Nemec Golob. Ta dva bi se morala razgovoriti, v trenutku ugasne vsa politična kariera obema omenjenima politikoma. Gospod Vodeb, hvala za ta pogovor. Hvala, ker ste me poslušali. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Okay.